Spoštovane, spoštovani, prav lep dober dan na Slovenski matici, na prvi novinarski konferenci Slovenske matice v letu 2026. Danes bomo predstavljali še bero tistih knjig, ki jih je v letu 2025 subvencionirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, za kar se ji seveda iskreno zahvaljujemo. Ponosni in veseli smo, da nam je število izdanih naslovov, subvencioniranih naslovov v letu 2025 povečala iz 10 na 13. 12 knjig je že išlo, prav eno delo pa bomo izdali v marcu po dogovoru z Javno agencijo za knjigo zaradi zapletov z avtorskimi pravicami. Danes izdajamo tako rekoč zbirke dela, ki jih na nek način že poznate, predvsem zaradi tega, ker sta dve izmed teh del, ki jih bomo danes predstavljali, pravzaprav nadaljevanje tistih knjig, ki smo jih na Slovenski matici že izdajali tudi v preteklosti. To sta tretji zvezek prevoda Ovidijevih metamorfoz. Kot veste, je drugi zvezek že izšel pri Slovenski matici in prav tako tretji zvezek prevoda Zgodovine starega Egipta Johna Robarja, ki ga je, tako kot tudi prevod prvega in drugega dela, opravil gospod Uroš Gabrielčič, ki je danes tudi z nami in ga prav lepo pozdravljamo. V samem središču današnje novinarske konference pa stoji zdaj že naša zelo uveljavljena zbirka Mozaiki. Zbirka, ki smo jo zasnovali leta 2019 in danes velja za najuspešnejšo zbirko poezije na Slovenskem, saj je v samo tem kratkem obdobju 6 let prejela kar 2 nagradi Prešernovega sklada, Ane Senegačnik in Miljana Cunta, in 2 Jenkovi nagradi, Miljana Cunta in Robert Simonišek. Seveda upamo, da bo enako tudi za knjigo, ki jo predstavljamo, pesniško zbirko, ki jo predstavljamo danes. To je pesniška zbirka že uveljavljene pesnice, urednice Petre Koršič, Oslo v dlani. Išla je kot 8. zvezek naše zbirke Mozaiki in Oslo v dlani seveda pravzaprav asociacije so lahko zelo različne, pa morda bo več o tem pojasnila, zakaj tak naslov, zakaj se je tako odločila avtorica sama. Naj povem, da je knjiga nekako zasnovana dvoglasovno, vsaj kar zadeva na eni strani kratke pesmi, tako imenovane tipovemke, ki seveda reflektirajo naš čas, naš prostor in tudi samo pesnjenje in poezijo. In na drugi strani veliko daljše pesmi, ki nekako razbijajo ta filozofski lok poezije, tipovemk, in ki se dotikajo veliko bolj, bi rekla, tudi v tem vsebinskem smislu, dobivajo epsko širino, da se dotikajo tem metafor od antike pa seveda do narave in čisto prozaičnih izkustev človeškega sveta. Zdaj pa predajam besedo naši novi avtorici, torej avtorici, ki se je prvič pridružila naši matičini ustvarjalni družini, Petri Koršič, da pove nekaj več o tem. Lepo pozdravljeni, dober dan, hvala Ignaciji Frideljarc in hvala Slovenski matici ter seveda tudi Javni agenciji za knjigo. Pa začnimo takole.
vest, tu sem zaradi vesti, da vam povem. To vest želim ponavljati, vztrajno, da postane živa. Učili so me, da so Nemci naši sovražniki v vojni. Tu sem zaradi vesti, da vam povem. Tu sem zaradi nekega Nemca, tistega nemškega vojaka, ki je ukazal, razbežite se, in ki je namesto v 10 naključnih civilnih žrtev iz vasi za enega ubitega nemškega vojaka streljal v zrak. Ona od 10 talcev je bila moja nona. Tu sem zaradi vesti tistega nemškega vojaka, ki ni streljal ljudi, ampak je streljal zrak. Tu sem zaradi svoje vesti, da vam povem. Zdaj odpiram pipo. Z vodo bi rada sprala vso kri, ki bi lahko bila življenje. Veseli me, da je ta pesem, ki je zame zelo pretresljiva, ko sem jaz posebino v pesmi sploh govorila in ker se o tem pač ni smela govoriti, dobila zdaj tak pravi dom v knjigi Oslo v dlani, predtem pa že v učbeniku za 3. letnik slovenščine, po antologiji Beseda upora, pa zdaj je v naših komadih izhaja v mladinski knjigi v naslednjem mesecu, tudi z 11 pesmi in tudi mesto v knjigi za zlate daljnoznačarje. To bi lahko razumeli kot neka tako zvlanja potrditev, ampak čisto zares ima ta pesem svoje lastno življenje, kakor tudi vse druge, jih je res veliko, knjiga je obsežna. In sicer ta pesem, ko je nastala, jaz ne obstajam na socialnih omrežjih, zaokrožila in se začela prevajati v več jezikov, med drugim je išla tudi v romunščini, popolnoma svoje življenje ima. Seveda pa govori o tem, kaj meni pač poezija pomeni. Poezija je zame odnos do drugega in do sveta in je neka reka, delam prispodobo v prejšnji zbirki Zlato jajce, z reko, ki je v nas, ki je včasih vidna, včasih pa je suha struga, pa je še vedno reka. Ko sem ugotavljala, da imam ogromno že materiale in objavljenih pesniških zbirk, namreč slovenstvo in odnos do jezika in odnos do tradicije je meni naravna, spontana reakcija na bivanje in rast v obmejnem prostoru, torej na stičišču kultur, obenem pa na nekem robu jezikovnega in državnega prostora. In ker prihajam iz ruralnega področja, je v moji knjigi veliko nanašalnic tudi seveda na slovensko tradicijo, na slovensko folkloro, kulturo, literarna in umetniška dela. In sem se kot mlada, ko sem še delala dolga leta pri literaturi, čutila nekako nedomačna z ostalimi predstavniki moje generacije pesnikov in nisem začutila neke kolegialnosti. Potem pa je spontano tako nastalo, da se mi zdi, da se nekatere stvari razpirajo. In ko sem pripravljala knjigo prav za Slovensko matico, sem bila vesela, da je sprejeta in da je izšla, zato ker sem si želela ravno to doseči s to knjigo. In sicer knjiga govori o spoštovanju, govori o soočenju s tradicijo, o odbiranju, kaj iz tradicije prenesti v našo dediščino. Govori o medgeneracijskem pogovarjanju, o spravi, o odpuščanju, o ljubezni,
o vertikalni ljubezni. In ko se je to sestavilo v knjigo, sem začutila, da je Slovenska matica pač pravi naslov, ki bi lahko bila dovolj senzibilna, da bi te stvari razumela in jih opazila. Obenem, kakor je spoštovana gospa urednica povedala, gre za dva vira glasu. En je misel, pesniška misel, ki je pokončna, ki je zaokrožena, ki se je kalila dolga leta in izkalila. Drugo so pa drobci, ki prihajajo iz leve strani in so ležeči, imitirajo govor in zato so naslovljeni Ti povem, ker na Primorskem imamo napovedno mašilo, ko reče, ti povem, ampak to nič ne pomeni, to ni niti vzvišeno, to je pač mašilo za začetek, ko želiš nekomu nekaj povedati, bodi si zgodbo, misel in tako naprej. In ta imitacija levo prihajajočih misli je nalašč zelo heterogena in se stopnjuje in se nalagajo neke misli, včasih zelo aksiomatične, torej da res stojijo, včasih zelo subjektivne. Po drugi strani pa te polne pesmi, kakor je Ignacija že omenila, trdne pesmi ali pa dolge, poetične, epske pesmi, kjer je poetike tudi, ampak se drobci teh pojavljajo tudi v teh Ti povemkah kratkih. Gre pa za ljubezensko, duhovno, poetološko, ekološko in antropološko tematiko. Res gre za neko ekologijo, ki je opazna ali pa tudi zastrta. Mislim, da puščam bralcu, da lahko bere enonivojsko, lahko pa večnivojsko. Torej, da jo prebere dobesedno ali pa da jo vzame z neko simbolno težo oziroma predstavi v simbolno govorico. Te eno ali večdelne pesmi govorijo o onesnaževanju okolja, to je ciklus Gea in Helios, o migraciji, globalizaciji, družbenemu položaju pesnika, to je večdelni cikl Žlezava Ledotika, Leveolito. Odpuščanje, sprava, to je pesem Vest, ki smo jo slišali, ali pa pesem Romanca. V preseganju govorijo o preseganju stereotipov, kot je recimo moški jog, pesem, ko je morje bolj slano, in pa o že omenjenem vprašanju tradicije in pa soočanja s tradicionalno religioznostjo in pa duhovnimi praksami tudi najmlajše generacije. In to so pesmi Sinaj, Shermanovo drevo, V lasti, v pasti po drugi plati tradicije. Knjiga poskuša biti medgeneracijski dialog, nagovor otroku, drugemu. Te kratke pesmi poskušajo na nek refleksiven, filozofski in etičen način govoriti in pozivati bralca, da postopoma in počasi gre k nekemu samopremisleku ali pa da se začne umirjati in pa obračati bolj vase kot v drugo ali pa v pesem, kar pomeni, da tudi si želim, da sam dokonča. Zato ima ta knjiga več vprašanj, kakor pa odgovorov. In ta vprašanja niso retorične narave, ampak so, da se zaustaviti ob tem, in zato je veliko beline, ki ustreza, ker sem tudi performerka, tišini. V smislu, ko je poezija pa glasba, je tišina tisto, kar je belina v tej knjigi. In zato sem si želela, da je tudi naša oblikovalka, gospa Bogatajeva, to odlično naredila, da je pustila pesmi tudi prostor, ki pomeni, tišina, belina je del pesmi. Mislim, da samo še eno kratko besedo o naslovu, tega še nisem povedala. Osla asocira na pripomoček kmetov za brušenje ostrenje kose. Obenem
je eliptično uporabljeno zato, ker si želim, da ima več pomenov, da odpira bolj kakor osle živali, kar je sicer tudi v eni od pesmi, da odpira predvsem tudi oslo kot nekaj, kar je na severu, nekaj, kar je, zato mi je všeč tudi ta naslovnica, ki se je izbrala, ta svetlo-modra, sinja, torej Skandinavija, predvsem pa asociacija na norveškega režiserja, njegov drugi celovečerni film Oslo 31. avgusta. To, mislim, da je film iz leta 2011. Pesmi v tej knjigi pa so zbrane oziroma so nastajale od leta 2010 do 2025. Te reference so torej zelo različne, kakor mislim, da tudi je že večkrat v naših pogovorih omenila urednica, pa mislim, da tudi v spremni besedi, gre za to, da so slovenske reference, recimo Tone Stojko, Šalamun, Jasmin Bafreli, Gašper Bivšek, recimo Dars, družba, Siddharta kot glasbena skupina, Avtomobili, z Primorske, z Goriške, od kjer prihajam, Marko Vuksanović, Ada Škerl, Temna tišina, z njo komuniciram, skladateljica Ingrid Mačus, Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni, ali pa recimo raziskovalec infekcijskih bolezni Marko Anton Plenčič ali pa Prežihov Voranc, pa do res zelo nasprotnih, to vse, kar potem mene dela, ko pač izhajaš iz okolja in rasteš in v bistvu prideš recimo živeti v Ljubljano in študij in tako naprej, so reference take čisto spontane, tudi ne vem, na Yoko Ono, Cat Peace, leta 1965 je to imela performerka, ali pa Marguerite Duras, Hirošima, Ljubezen moja, Karel Čapek, potem Queenie, Freddie Mercury, Kopernik, Galileo Galilei, to se pravi, tudi študij sociologije kulture je seveda pustil kak pečat in potem se vračamo še v pesniške vode in kantavtorica Kristina Donat. Tako da ne gre za to, da bi se strašno na njih sklicevala, ampak gre za asociacije, ki razširjajo nek tok pesmi, ki prihaja iz leve in desne in poskuša nagovarjati bralca in mu vzpostaviti neko, mogoče bi temu rekli, toplo, čim bolj umirjeno ozračje. Zato tudi se knjiga konča z zahvalo in se poziva k zahvali, ne samo prošnjami in poskusom obrniti perspektivo v neko hvaležnost do daru življenja, ki ga imamo. Tako da, Hvala lepa, Petri Koršič, pa vendarle omenila sem, da ste uveljavljena pesniška avtorica. Kako se ta knjiga umešča v kontekst vaših prejšnjih del? Vaš prvenec Furlanka je dvignila krilo, ki je izšel leta 2017. Je na nek način tudi z njim korespondirajo določeni verzi in tudi omenili ste, da pesmi so nastajale tudi v tem obdobju, seveda, ko še niste imeli svojih prvih objav. Kako na nek način korespondirajo z drugimi vašim pesniškim opusom in hkrati se vendarle povezujejo v celoto? Ja, hvala, to vprašanje je zelo na mestu, ker pojmujem poezijo ne samo kot reko, ampak kot živ organizem. Sem prepričana, da tako kot jaz doživljam poezijo, res da se s poezijo ukvarjam čisto v vseh področjih skoraj poklicnega udejstvovanja in to že ves čas od študija naprej. Menim, da pesem je živa in se zato tudi raste in se gradi. In recimo pesem Vest, ki sem vam jo povedala na začetku, je pesem, ki izhaja iz ene daljše pesmi Modra luna Živo Notranjino, ki je bila finalistka na pesniškem turnirju že davno pred prvencem. Ampak kako to, da je potem vendarle krajše nastala in tako je pač močnejša oziroma ima drugačen kontekst? Ja, menim, da je to odraz ukvarjanja s to pesniško snovjo, s to vodo, ki je včasih narasla, včasih pa upade
In tako je primer recimo pesmi Naseli me znova, ki je odprla moj prvenec, o katerem je tudi gospa Ignacija pisala. Korespondira zdaj ostale knjige ravno s to pesmijo, ker gre za to, da tudi pač ustvarjalec se razvija in si sam sebi odgovarja, oziroma pesem ga včasih predhodi in potem šele zaznava, kaj je razmišljal, oziroma kaj je to, kar je nastalo in kje je zdaj, ne. Namreč imam vsoto, da ob majhnem otroku nisem se trudila izdajati sproti poezije in zato je zdaj več knjig. Ni pa to, da so zdaj nastale, zato pripišem. In zato tudi tako pozen, ker pač sem delala prej samo kritiško kariero. No, in tako je recimo ta pesem, o kateri tudi piše v svojimi besedi, ki je dobro analizirala Ignacija Frideljarc, Naseli me znova. Gre za to, da najbrž mora glas vedno sam. Glas zmore vedno sam prodreti skozi razprta, odprta usta, iz najnižjih nižin, iz najvišjih globin. In potem tako se nadaljuje, čemu glas? Zato, da se zasliši grom zgodovine in jasnina. Kaj glas? Srce smo prodali hrupu leta 2017, potem pa po 10 letih, kaj glas? Srca nismo prodali hrupu. To pač na podlagi osebnih izkustev in obrata v svojem, oziroma tudi v ustvarjalnem življenju, ne, srca nismo prodali hrupu, da nas zavije. In potem ta spodbuda, ne, in zato tako, to vam govorim, zdaj sem vam različice govorila zato, ker na ta način komunicira ta knjiga. Skuša biti ne, poezija nikoli ni zakoličena, poezija je nekaj, kar je živo in se mi zdi, da predvsem mehča senzibiliteto in bralca in tudi ustvarjalca. Srca torej nismo prodali hrupu, da nas zavije. Zareži vame prečno, ne da odteče, da se pred teboj odpre življenje, ne v besedah, ne z besedami, dejansko in v tebi. Živ si in najbolj si živ, ko verjameš v svoje. Nekoč je bilo v svoje drevje in tako se plasti, kar je zgoraj, se je skrčilo v belo in plapola nad glavo kot baldahin. Vse drugo je nepremično in mirno. In na ta način se mi zdi, da se razpira širši prostor. Morda od osebnih izkustev je iz knjige v knjigo postaja morda zato tudi simbolika košnje. Prva košnja je seno, druga je pa že otala. In glede na nagašalnice, kar je tudi kritičarka, aktualna Stritarjeva nagrajenka Majda Travnik Vode opazila pri Zlatem jajcu, velja seveda enako in toliko boljše tudi za Oslo. Da gre za korespondiranje med lastnimi verzi, ker pa niti ni tako pomembno, da se zanalizira čisto do dna vse, ampak da se prepusti temu ponavljajočemu se spregovarjanju določenih misli, ki so se odluščile, zato da bi bralec prišel v nek morda pomirjen ali pa vsaj tak malo glasbi, ki temu rekli hipnotičen učinek. Pozna pa se, da seveda delam tudi performance in da taki so tudi največ medijske predstave. Želijo eno tako kontemplativno, meditativno ozračje vzpostaviti. Ali pa kot žalbaranje, konec koncev, ali pa kot molitev. Kot molitev, ko smo včasih veliko bolj posvečeni, ko izgovarjamo molitev ob, ne vem, ko molimo rožni venec ali pa, ne vem, o križevem potu,
Ali pa včasih, ko žbramo, ko nismo pri stvari, ko nismo v sebi. Zato so tudi pesmi tako, ena močnejša, mogoče kakšna šibkejša. Mislim tako, v smislu sporočilnosti. Ni te tenzije in ne gre za neko zbirko, ampak gre res za nek lok in počasen, tako gre za knjigo, pesniško knjigo. Upam se, da je to uspelo. Redko imamo priložnost, da gostimo in lahko objavimo literarno delo tako avtorice, ki hkrati tudi imenitna kritičarka, tako da smo lahko zdaj dobili vpogled v ta njen poetični proces, v njeno pesniško delavnico. Imenitno se je izkazalo seveda ta nenehni dialog z svojo lastno poetično preteklostjo, prav tako nenehna korespondenca, prevpraševanje na tej metapoetični ravni, o samem pesniškem ustvarjanju in pesnjenju. In seveda ta dialog moramo zdaj za morda zaključek predstavitve te knjige še zaslišati iz poezije same, pa prosim, da preberete nekaj pesmi. Aha. Kak predlog? Ne. Ne. Ker sem vam dve že kar nekako, a se temu reči vsilila, poturila, zelo lepi slovenski izraz, taki. No, se kak tak se tudi najde. Nežnost trka. Kako dolgo zdržiš tako? V polsnu bel keramični umivalnik. Nanj pada predirna svetloba. Nismo, kar smo. Smo, kakršne nas vidijo drugi. Na zeleni travi zraven nago žensko telo. Iz trebuha izžari sonce. Primete za roko on in potegne k sebi. Snop rumene svetlobe preplavi vajini telesi. Sta voda, s katero umivata drug drugemu utrujene veke, vsakič bliže, vsakič prav tam. Sai di vita che si scopre ancora nuova, sacro come vita ora si dona. Cristina Donà, perpendicolare. Obraz, ki ga kažem, je v tistem trenutku resnični, pravi obraz. Še eno? Eno od Ti povem, da boste razumeli razliko, to je bila pesem, to je pa zdaj Ti povemka. Ti povem, spomin je nezvesti hlapec, služi tistemu, ki ga bolje plača, služi tistemu, kar ga več plača. No, pa ne bo še ena ekološka. Gea in Helios 1. V zemljo porivaš seme, upanju, sanju. Vemo, v zemljo nismo ravnali prijazno. Zemljo nismo ravnali prijazno. In vemo, zemlja je sušenja. Zemlja je stara. Čeprav upamo, da še ni konca, da ni blizu. Open your eyes, look up to the skies and see Queen Bohemian Rhapsody. Človek
solzo dve, curek se utrne, potoček. Veš, ne moreš nositi vse teže človeške vrste. In ne veš, po malem smo si vsi seme, ki čaka, da vzklije. Prav tam, v Dormanci, najbližje, taki Merkuriji, Galileji, Koperniki, Galileji, prav tam, v Dormanci, najbližje Zemlji, najbližje Merkur, morda Venera. Še Dormanci. Ali pa tudi ne. Ostane lahko za bralce. Lahko ostane za bralce. Hvala, Petra. Tako, zdaj smo imeli pesniško dopoldne, zdaj pa se bomo preselili nekaj tisočletij v preteklost. V Stari Egipt, z nami je tretji del zgodovine Starega Egipta in prevajalec Uroš Gabrielčič, ki je vztrajno spodbujal avtorja, kdaj bo napisal že tudi ta tretji del. Večkrat smo pisali v Anglijo, vsi skupaj. Kot veste, namreč je Slovenska matica izdala že prvi in drugi del zgodovine Starega Egipta, potem pa je sledilo kar dolgo obdobje, ko so nas vsi povpraševali, zakaj ne izdamo še tretjega dela, pa naj izdamo skrivnost, da je ta tretji del avtor pisal in da je kar nekaj časa trajalo. Več o vsem tem pa bo povedal prevajalec Uroš Gabrielčič, kaj tretji del prinaša, katero obdobje Starega Egipta predvsem ponazarja in seveda, kaj pomeni zdaj zaključek tega projekta prevajanja. Evo, kako se sliši kaj? Ja. Hvala za besedo, razpravljenica. Ne bomo šli prav daleč, ne? Mi smo pesniški zdaj, ne? Pa tukaj bomo tudi malo pesniški, čeprav je malo druga tema, tematika in zgodovina, ne? Namreč, John Dunbar, kako bi rekel, v letu 2026, tisto, ko poteka desetletnica prvega pogovora takratnega urednika Draga Jančara o tem, da bi izdali nekaj o Starem Egiptu. In jaz sem predlagal Jana Asmara, in to Duh Egipta, v nemščini se pač to kliče Egipt na Zingeschichte. In sem mu to dal 100 strani za prevod, tako da je videl, za kaj gre. Potem je pa poklical pa rekel, da se mu zdi delo zanimivo in da tudi bi sodilo vsekakor v repertoar Slovenske matice, ampak da bi bilo mogoče boljše kakšno zgodovino prej izdati, da ni kakšnega posebnih zgodovinskih pregledov pri nas bilo takrat, ne. Čeprav so bili, ampak res ni bilo prav veliko, no, pa so bili tudi že malo zastareli. No in tako so se potem dogovorila, da je v bistvu pred 10 leti gospod John Dunbar dobil zeleno luč, ne. Ker sem pa ravno bral tam njegovo, torej prvi del, ki ga je izdal leta 2012. Se pravi, mi smo to 4 leta pozneje, ne, se pogovarjali o tem prvem delu. Drugega še ni bilo zunaj, je bilo pa jasno že iz podnaslova, da bo prišel drugi, ker je podnaslov to nakazoval, ne. Še zdaleč ni bilo konc te zgodovine, ne, o podnaslovu sodeč, ne. No, potem se je zgodilo to, da je pač on napisal knjigo naslednjo, je izdal, ne vem, 2017. In mi smo potem zelo hitro izdali tudi naslednjo, tako da tam časovni zamik je bil zelo, bi rekel, majhen, kratek, ne. Potem pa on kar dolgo časa rabo za ta zadnji del, ne. Zdaj pa takole, ne. Zgodovino razvoja starega egipčanskega duha je nemogoče napisati. Škoda, to bombo je leta 1868 svoje beležke zapisal Jakob Burckhardt in dodal, razen morda v njeni hipotetični obliki, recimo kot roman. Zdaj, ta misel se nanaša sicer na zgodovino duha, ampak bi ga omenili kot profesionalno potegne tudi na pisanje zgodovinskih knjig, ne, te druge vrste, prav zgodovine kot zgodovina. Namreč kaj je, teh zgodovin
je izhajalo in še izhaja veliko in sicer tako zelo veliko, da so pravzaprav te seznani že skoraj nepregledni. Zdaj, takrat smo imeli možnost, jaz sem prebral takrat 5 avtorov, 5 takih dobrih, res referenčnih zgodovin starega Egipta, ki so bili zaključena zgodba, Romerov pa ni bil zaključena zgodba. Pa smo se odločili, pa rekel, dobro, bomo zdaj pa izdali 2 knjigi, smo rekli, ok, v redu, No in smo potem res to naslovili. Potem smo čakali 3. del in ko dobim knjigo 3. del, torej tekst in podnaslov, rečem, kaj pa še 4. del, se ni končal, s Tebansko monarhijo se ni še končal stari Egipt, Egiptologi so konsenzualno si edini, da se konča z smrtjo Kleopatre, Selme, Filopator. Takrat je nekako uradni konc stare egipčanske civilizacije. Že z dvomom, da bo prišel še 4. del, mislim, da bi pač končal, tako kot se je končal, z Tebansko monarhijo, ker nič narobe, bi rekel, lahko pa da zelo presenetil, ker takrat nismo videli, kaj bo zdaj 2. in pa 3. delom, kako je s tem. Zdaj, žal, takrat so mi dva še v stikih, on živi v Italiji, v Toskani, in smo se parkrat pogovarjali po telefonu, pa po mailih, potem pa mi je pa prekinil, nenadoma ni več dosegljiv, pa tudi maila ni več, meni ni več obstajal, tako da nisem mogel z njim kaj več, da reč, kako bo se tam naslednjo knjigo, pa koliko jih bo še, O tem ne vem nič. No, ampak pejmo zdaj na bistvo, ne glede na to, da smo res malo čakali, pa 2. del, pa 3. in tako naprej, smo imeli še kar nekaj sreče, se mi zdi. Namreč, to knjigo je napisano nekdo, ki sicer po izobrazbi ni egiptolog in tudi ni arheolog, ampak se je pa s tem, s to arheologijo v bistvu, ukvarjal v bistvu 60 let in še kakšno leto več. Skratka, zelo je bil na terenu prisoten in predvsem je pomembno to, da do te kulture čuti izjemno spoštovanje in intimen odnos in zato je ta njegova zgodovina precej literarno obarvana, oziroma tako pesniško, da tako rečem, niso to pesmi, kot je gospe, ampak so pa vedeli poetične, pa njegove primerjave, pa opisi spomenikov in tako naprej, tako da nisem prav teč o tem. Glede na to, da je on se je letel izkopavan, da je bil pri izkopavanju zraven, njegova zgodovina zato ni suhoparna kronika dogodkov, celo živa pripoved, ki združuje arheološko natančnost z občutkom, z poezijo in svetost prostora. O tem se približuje misli Jakoba Burgarda, ki je dejal, da zgodovina ne more biti le zapisovalec dejstev, temveč mora preteklost poznati življenje samo. No in to John Romer počne in tukaj je neka velika vrednost njegovega dela, tudi tam, med drugimi, da skazuje spoštovanje do teh spomenikov, ki so ostali, da čuti njihov odnos, da skuša svojo tišino, ki mu govori, včasih tišina pozgovorna, ker pa glasovi, tako da skuša to prenesti na to svojo zgodovino, ki jo piše. Seveda mora pa slediti toliko dogodkov časovno, vendar je ta stari Egipt, sprav dinastični, trajal 3000 let, zmenjali so te že dinastij, tako da temu je moral tudi slediti. Zdaj, kot arheolog, on presega, v tej knjigi bomo tako zdaj govorili, sem še malo, egiptologija je v bistvu razmeroma mlada veda. Njeno rojstvo je bilo leta 1822, ko je François Champollion razglasil hieroglife in od takrat naprej so bile ti teksti, te čire-čare, včasih smo rekli, na spomenikih, pa na papirusih, pa še kje drugje, se pravi nerazumljive, o čem to sploh govorijo. In ko je to razložil, se je zdelo, da bo, zdaj pa bomo pa razumeli stari Egipt v celoti, popolno, pismeno in tako naprej. To se je sicer zgodilo, ampak se je, pa se ni. Zato, ker so se stvari malo zakomplicirale. Kot je znano, stari Egipčani niso zapisovali samoglasnikov,
Tako da so potem prevajalci teh tekstov uporabljali namesto A, E, namesto I, in tako E, in tako. To še ni največja težava, ne. Največja težava je taka, da so bili ti teksti, besedila, podvržena tem ideološkim predpostavkam, iz neke ideologije se izhajajo, odvisno od posameznika, od etnologa, in to je zlasti značilno v 19. stoletju, tudi v 20. še malo, ne. In tu v tretjem delu John Romer, nenadoma prvi, drugi del sta napisana tako spoštljivo, intimno, prijazno, očarljivo, lepo se pravi, čudovito, natančno, bibliografija je izjemna, izčrpna in tako naprej, vse je v redu. Imamo pa nekaj pomislekov proti svojim kolegom, arheologom, egiptologom, no. Je pa to malo švrkno. Ko sem pa to tretjo knjigo bral, oziroma prevajal, ne, sem pa videl, da so, temu reče, tradicionalni egiptologi, to so njegovi tradicionalni egiptologi, da je v bistvu sprožil neko vojno, vrli rokavico, tradicionalnim egiptologom, poleg kateri razlaga zdaj koliko let, a ne, to ni nič, ne. To so ideološko z vaših predpostavk izhajajoče zgodovine, ki ne držijo, ne. Vsak ima svoj pogled, ne. In pravi, jaz sem stvari lotil drugače, ne. Pravi, jaz pač lotil drugače. Ja, še to rekel, ne. Da je tako pravno. Nimamo ključa, da bom citiral za to besedo, znam si ga na pamet, nimamo ključa niti nekega prelomnega spoznanja, ki bi sestavil končne delčke sestavljanke, s katero bi zrobili in razložili 150 generacij neke starodavne kulture. Čeprav je bil tega mnenja, se je potem vendar odločil, pa bom ponudil svojo zgodovino v teh delih. In v angleščini je to več, to so že v slovenščini, je to trikrat, mislim, po 500, to je 1500 strani, v angleščini mislim, da je 1700 strani. To je ogromno delo, ne, to je grandiozno delo, ne, kot se temu reče, in je res zelo natančno, torej zelo natančno, pa zelo, bi rekel, pa tudi svežimi temi odkriti, neopremljeno. Tako da imamo s tem njim v tem pogledu srečo. Čeprav on ni bil arheolog po izobrazbi, pa ni v egiptolog, ne. Zdaj, ko pravi, da tema mimo, ne, pravi, jaz sem se lotil tega drugače, ki on drži svoj pristop, ne. Pravi, jaz se bom opiral na dokaze, ki izpričujejo, torej ti ostanki, te skopanine in tako naprej, ki izpričujejo, da je bil stari Egipt v eni strani izdelek tako imenovane neolitske revolucije, po drugi strani pa njeno celo. Pa on ob tem je zapisal pa še nekaj bolj bistvenega, ne. Pravi, to pa iz njegove arheološke izkušnje, pravi, dovolj je, če človek dobro pogleda na ohranjene koščke in delčke, sledi del rok in misli generacij obrtnikov, pisarjev, kamnosekov, pa bo našel dokaze nekakšne notranje logike in živahne inteligence. In ponižno, pred veseljem, to vam skozi ponavljam, ponižno, biti ti kulture, ki je bila tako res nekaj velikega, ne, bo lahko spovezoval, kaj so v razdobju 5000 let ustvarili, kaj pomeni ta stari Egipt, kot mu danes rečemo, ne. Momentno mislijo še naslednjo, ne, ti prvi kmetovalci bi težko začeli spremenjati svoj način življenja, ne da bi hkrati spremenjali tudi svoje poglede na svet. Teh sprememb je v resnici mogoče najti v njihovih naselbinah, grobovih, sredstvih, ki so jih uporabljali za obstanek in v stvareh, ki so jih izdelali. Torej, njemu je ta arheološki pristop zelo blizu, ne. Saj je to razvidno že prej, ne, ampak v prvi knjigi, ki je opisovala prve kmetovalce, potem po obdobju do prve velike piramide, ni bilo besedil, ne. To je bila tako imenovana neliterarna doba, ne, nema doba. Potem se pa to pojavljalo, najprej eno besedilo, potem jih bo vedno več, pa vedno bolj kompleksna. To nekoliko spušča, omenja poglavitne besedila, se ne spušča v interpretacije, ker ravno proti temu je on se malo bori, da so te interpretacije teh njihovih besedil čisto ideološke predpostavke tistih, ki so jih pač napisali. Bolj se v 19. bolj v 20. stoletju. V redu, zdaj
vsak ima pravico svojega mnenja, vendar on je to zdaj napisal, kot rečeno, malo je, ni omenil imen prav nekatere egiptologe misli, omenil pravzaprav samo dve imeni, pa obe iz 19. stoletja, tako da ni nikomu rekel škodu. Je pa konteksta, res pač, ki poznate zgodovine druge, ki so nekateri pač mislil, da so to recimo egiptologi kot je Jan Assmann, John Baines, Ian Shaw, Salima Ikram, Toby Wilkinson, pa še kar nekih je. Te jaz sem res ta prepravil, zelo recimo to lahko rečem, da ima njih na muhi nekako. V tretjem delu je te tradicionalne egiptologe omenil za štet 150-krat ali 143-krat. Tako da je bilo videti res očitno, da ima neko averzijo proti egiptologom, na splošno, in ali pa proti večini. Recimo, ker smo Jana Assmanna potem nismo izdali v Slovenski matici, ker je bilo tukaj s tem preživljanjem dosti dela, in tako sem ga jaz izdal samo v založbi, cela tukaj Egipta, in ga pač te imamo, to je v bistvu njegove najpomembnejše delo te vrste od Assmanna, in je zanimivo zato lahko primerjava Assmanna pa Romerja, ne da bi ti komu tega prejela, oba sta izjemno, ampak sta pa opazne razlike. Bomo zdaj videli na konkretnih primerih, nekaj primerov vam dal. Recimo, najvidnejši prispevek, recimo, k egiptologiji je morda veljava ideje o kulturnem spominu, to je Jan Assmann. On odpelje ta pojem kulturnega spomina. Gre za zamisel o tem, kako neka družba ohranja in interpretira svojo preteklost. V bistvu se svojim teoretičnim in primerjalnim pristopom povezuje staro egipčansko teologijo z zahodnjaško kulturno tradicijo in opozarja na to, v koliki meri so njihove ideje vplivali na vznik monoteizma, v prvi vrsti pomembnega za krščanstvo. Zdaj, glede na to, da poznam te zgodovine, je bilo možno videti, kaj ima proti komu, ampak Romerja se delo kaže, če vzamemo vse tri knjige po celoto, da je nekako poskušal med postopnikom medijacijo med temi različnimi interpretacijami. Edino tam je neizprosen, ko ugotavlja, da določene knjige, določene zgodovine, tisto, kar trdijo, da ne bi bilo, da ne bi bil stari Egipt, pa nek dogodek v starem Egiptu, ni res. Da se ni zgodil, ker ga ne podpira arheologija. Zdaj smo pa pri tem temeljni razliki, on pač še vedno podpira arheologijo in besedilom in interpretaciji besedilom razmeroma malo prostora namenja. Seveda pozna vse dobro, ogromno znanje, ima tudi potem spominje nobenega doma. No, in zdaj, če gremo malo konkretni, nastanek starega Egipta je prva, da ga kronološko delo bi aktivno omenil samo, jih je veliko postavk. Nastanek starega Egipta je izjemno zanimiva zadeva, to so te kozmogonije, ki jih je več, smo reči 4 šole, celo 5. Namreč, kako je prišlo do nastanka te velike države v Nilu, 1000 km dolgo, razpotegnjena, in ker je znala, da so prej bila plemena, pa so bile mogoče so nekaj kraljevine, majhne in tako naprej. No, kdo jih je združil in na kakšen način? Teorij o tem je zdaj bilo veliko, je pa nek spomenik, neka znamenita narodnega plošča, to je narejena kozmetična plošča, iz skrilavca narejena, ki ima podobo Narvela, tega prvega dinastičnega vladarja, ki je veljal za ustanovitelja prve dinastije, pa nekaj napisal zraven, vendar je ikonska podoba tega vladarja, ki pobija neke ujetnike oziroma neke vojake, neke nasprotnike,
Zdaj, interpretacija, kaj je zdaj to? A je ta plošča, kot bi rekel, zapis o nekem konkretnem dogodku, kot trdi recimo Jan Asman, ali je to samo simbol, da pač mora faraon ohranjati red, sprav redu rečemo mat, da hranja mat v državi, in ali je to, ali je konkretni dogodek. Zdaj, kako bomo to prebrali? Roman nasprotno zatrjuje, da paleta ni pričevanje o resničnem dogajanju, ampak gre simbolni prikaz bistva faraonske ureditve, to pa je spustitev reda, ki edini omogoča človeku vredno življenje, kajti nered vedno vodi in pripelje v kaos. Za ta red je odgovoren kralj, kot predstavnik volje bogov, in pozneje je čas tudi njegov sin. Kar pa zbuje v tej interpretaciji njegovih, je pa dejstvo, da je bila pisava v tem obdobju, na tej paleti, v tej paleti, ki jo imamo za začetek, na tem samem začetku svojega razvoja, razmeroma nebogljena. Pozneje se je razvila kompleksnost, pa se tisto, kar smo pač lahko še prebrali pozneje. In zato je zdaj vprašanje, ali si je na samem začetku razvoja misli lahko spostavil ta simbolni način, v katerem on govori. Ker logično je namreč predpostavljati, da je najprej morala obstajati bojevita podoba faraona, prednji je lahko postala simbol. In ta je potem lahko nastal preleko do resničnega dogajanja. In tukaj je Romanovo mnenje, da ni prišlo do združitve nasilno, zelo osamljeno. Večina. Da ne bomo čisto vsega razkrili. Ja, čisto na kratko. No, pa dajmo še eno temo, zato ker pa malo sprenažuje na sodobno Evropo. To pa mislim, dobro poslušati. V nekem določenem obdobju so imeli v Egiptu probleme z priseljevanjem z vzhoda. Bili je to te palestinske strani, pa še kje druge. V glavnem prehajali so v delto, pa to je Bizlimija, to je najbolj te pokrajine Egipta. No in postali so vedno več, ki bo postajali, množili so se, upremiči so postajali bogatejši in da skažemo 150 let dolgo zgodbo približno, celo prišli so do faraonstva. No in se je zgodilo, da so v Egiptu začeli vladati Hiksi, to so te prišleki, tako rečemo, ki so prišli v Egipt od drugod, od daleč, da so zavladali spodnjemu linije, celotnemu spodnjemu, krati z njimi je vladala zgornjemu delu pa tebanskemu, monarhija step. In to dvoje seveda ni šlo skupaj. Ocene, včasih to trajalo, so različne, ampak zelo verjetno tam nekje od 100 do 150 let. Po Romanovem mnenju ni bilo s temi Hiksi nič narobe. Kar se je zgodilo, je vedenje to, da je nek dvor zamenjal nek drug dvor. V tem primeru so pač oni zavzeli tam v Avarisu, na prestolnico, zavzeli in da so pač spet to pomeni prvi, da so se oni v bistvu vklopili v družbo. Zdaj, drugi te vodilni ne mislijo tako, vključno z Asmanom pa drugim, ne mislijo tako, ampak pravi, da ni, tudi antropologi se s tem streljajo, da ni šanse, da bi bil ta prehod miroljuben. Ker se tudi kaže v tem, da so si ga zapomnili kot hudo obdobje kaosa, razkroja, nereda, izsvet, kot se snevajo kravni, in so to potem na veliko objavljali v svojih razpisih. Zdaj, namik je bil, in sem končal, namik je bil, kako je strena. Je to mogoče primerljivo z dogajanjem zdaj v Evropi zadnjih 10 let, 15 se mi zdi, ko imamo veliko, 10,000 ljudi, ki prihajajo iz vzhoda v Evropo. In imamo zdaj dve varianti, ali gre za asimilacijo, ali gre za integracijo. Kaj je bilo? Eno ali drugo. Odgovor tukaj vidimo, kaj se nam dogaja v Evropi.
Zdaj, oni so rešili to tako, da so Kiksi znali ven. Zgodba se mi je ponovila sicer še nekaj 100 let pozneje z Libici, ampak tudi to so uredili. Skratka, oni so to, rekel, svojo zgodbo nekako uredili. Zdaj, kako bo Evropa uredila, če spremljate poročila, tuja, predvsem, kaj se dogaja v Italiji, pa tako naprej, je malo, ampak nimamo veliko časa, sam še nekaj bi povedal. To opiranje na arheologijo je super, logično to. Ampak domneje so, da je v Egiptu vidnega ohranjena mogoče tretjina tega, kar so se imeli. Vse ostalo je ali pod blatom nilskim, ali pod peskom, pač nekje, da še ni vidno. Zdaj, se opirati samo na arheologijo, bom povedal za en primer, tu imam zadnji. Šlo je zato, da za časa princa Tutmoza, četrtega, potem je Tutmoz četrti kralj, je postal kralj, ko je bil še princ, je lovil v okolici, tam v Gizi, v okolici teh piramid. In zgodba pravi o tem, da je šel počivati, ko je največja ta vročina, je šel počivati ob vznožje sfinge. Te vsem znane sfinge, ogromna žival, levje oblike z človeško glavo, dolga 72 metrov, visoka 20 metrov, široka 22 metrov, nekaj ogromnega, to ne moreš kar pokriti, ampak vendar je skoraj ni bilo videti iz peska ven. In ko je on počival v tisti vročini, v lanski vročini, in zadreval, ker je prej v spanci zadreval, mu je Bog, Hor, šepno rekel, da naj on razreši to sfingo peska, da pač ta sfinga je čib in želja, da zadiha spet, in da, če bo to naredil, bo postal naslednji faraon, da bo pač faraon, in užival vso podporo, in da bomo tudi legitimnost. No, in on je to odspal, se zgodil, ker se je to spavno, kar je sanjal, oziroma kar mi je povedano, in je potem to čez leta tudi storil. Ampak, o čem je zdaj malo poanta? Ne samo ta spomenik, so še hujši primeri. Ko je celotni spomenik popolnoma zasut, pa ga potem odkledajo, zdaj se bo zdala vprašanje, spomenik, ki je zasut, je ali ga ni? Načelno ga ni, če je zasut, pa ga meni ne vidi, ga torej ni, o njem ne moreš govoriti. In vendar je ta spomenik bil, pa še drugi tudi. Še danes se izkopava ogromno spomenikov, ki niso vedeli, da bo tempel in tako naprej vsega tega. Zato je ta arheološki pristop, jaz imel malo z rezervo, glede na to, da je pač toliko stvari še skritih, da dokončne te zgodovine po mojem nikoli ne bomo prišli. Tudi če bo izdal gospod Rovna, sem malo pošaljen svoj četrti del, bo to pač ena od zelo dobrih zgodovin, ampak še vedno samo predpostavka in tudi interpretacija. Ampak še enkrat, kar je vredno, tukaj je izjemna bibliografija, osebne izkušnje, pa ta intimen odnos, ki po moje je bolj pravo smer, da moraš ti, pa ne samo do Egipta, mi govorimo zdaj o Egiptu, imeti res odnos tak, bližen odnos, intimen, se ne drugače reči, tudi spoštljiv, da bi pa kdaj razumeli te oddaljene kulture, v tem primeru spet sta stari Egipt, je pa po moje nemogoče. Glede na to, da poznam malo tudi, pa še prav ne povem, imamo uradno egiptologijo, tisto egiptologi, šolani egiptologi, zdaj teh šol je ogromno in akademije in vsega. Imamo pa tiste, ki se ukvarjajo s starim Egiptom, pa jih egiptologija ne priznava. Tako je nekaj takih egiptologov, ki deli pač druge stvari, namreč to, da edino razumeti stari Egipt bi bilo opustiti to ideološko podstat, ki smo ji, s kateri izhajamo, že dolga leta, tisočletja, opustiti pa se preleviti v njihovo
najbolj njihovo kožo, preko njihovih obredov in ritualov. In obstajajo skupine v Evropi in po svetu, ne, ki to počnejo. Zdaj, to je zdaj, da smo na tistem spolskem terenu, ne, recimo, ali je to zdaj tista prava pot, če ti zapustiš ta naš svet, ne, ki hočemo racionalno razložiti dohodke, kaj se dogaja, kronološko povedati, ne. Če to spustiš, kje si, šiš v zraku, ne. Mi nismo pač stari Egipt, ne, nismo pač zdaj 5000 let pozneje, ne. Tako da je prav, da izhaja take knjige, no, mislim, tudi tiste, tistih eksodičnih, ne. Vendar je, bomo vsaj več pri tej arheologiji, no, proti Joan Romer, pa tudi Jan Asman, ne, sej niste narazen, pa drugi seveda, množica drugih. Hvala lepa. Hvala lepa Urošu Gabrielčiču za tako temeljit prikaz 3 delov zgodovine starega Egipta, Johna Romerja, in seveda tudi za te zanimive korespondence, dialoge z našim časom, ki jih vsaka taka knjiga mora vendarle v nas tudi prebujati. Za zaključek nikakor nazadnje, žal pa z nami ni niti prevajalke, niti urednice, niti avtorja, tistega, ki je pregledal strokovne opombe, torej strokovnega recenzenta knjige. Bomo predstavili še 3. zvezek Metamorfoz Publija Ovidija Nazona. Kot veste, je založba Modrijan začela izdajati celovito, torej integralno zbirko prevodov Ovidijevih Metamorfoz. Žal pa je založba Modrijan, ki je, mislim, da prvi zvezek izdala leta 2013, propadla in projekt je takrat obvisel v zraku. Slovenci smo se z prevodom Ovidijevih Metamorfoz v slovenščino srečali, oziroma intenzivno srečali leta 1977, ko je Mladinska knjiga v zbirki Kondor izdala prevod in izbor iz posameznih Ovidijevih slik, pesniških slik, teh preobrazb, v prevodu znamenitega akademika, tudi našega uglednega člana Kajetana Gantarja. Potem je sledilo kar dolgo obdobje, ko se tega projekta, res izjemno obsežnega, ki na nek način predstavlja vseživljenjsko prevajalsko delo, ni lotil nihče, no. Potem pa, ko je že bilo obetavno, da bomo celoto in integralni prevod dobili, je tudi, kot sem že omenila, založba Modrijan propadla. Takrat se mi je zdelo zelo pomembno, da je Slovenska matica v kontaktu z založbo Modrijan od njih odkupila pravice za izdajanje in tudi oblikovanje celovite integralne izdaje prevoda Ovidijevih Metamorfoz. In danes lahko rečemo, da smo že zelo ponosni, ker je pod našo streho izhaja še torej druga knjiga, torej 3. zvezek. Leta 2021 je namreč Barbara Šega-Čeh za nas pripravila prevod od 4. pa do vključno 6. knjige, torej nekako izhajajo te zbirke po triadah Ovidijevih knjig, ti zvezki. In letos, oziroma še v letu 2025, ob zaključku leta 2025, smo uspeli izdati prevod 7. in 9. knjige. Barbara Šega-Čeh, izjemna prevajalka, ki je tako rekoč svoje življenje prevajalsko vsaj posvetila Ovidiju. Prevajala je že Umetnost ljubezni, leta 2003 je bila za ta svoj prevod nagrajena s Sovretovo nagrado. Potem pa je nekako začela s prevajanjem Metamorfoz.
Fos, ki nekako za 3 knjige, pa kot vidimo, je zdaj, ko je že nekako dobila to prevajalsko rutino, med 2. in 3. knjigo znova preteklo vsaj 4 leta. Tako da tale izdaja, torej 3. zvezek, 7. in 9. knjiga, je ena izmed tistih, ki bi jo tako rekoč moral imeti skoraj vsak, ker prinaša nekatere imenitne zgodbe preobrazb. Namreč začenjajo ravno zgodba o Medeji in Jazonu, pa potem tudi o Tezeju, Minotavru, Minusu na Aegini in seveda Hugi in vseh drugih. Skratka, že sam začetek je izjemno zanimiv. Naj morda povem, kako slikovito in res izjemno teče prevajalska beseda Barbari Šegačeh, ki Medejo v noči opisuje takole. 3 noči je minilo, da luna je strnila krajca v krog neokrnjen. Potem, ko je v polnosti spet zasijala, v čvrsti podobi je zrla navzdol na dežele pod Savo. Stopi iz svoje palače v ohlapno viseči obleki, golih ramen, bosonoga in las razpuščenih Medeja. Skozi brezglasno tišino noči v samoti, brez spremstva, vodi korak negotov. Ljudje in zemeljad in še ptice v spanec globok so pogreznjeni, v živih mejah ni šuštenja. Listje negibno molči, obnemelo je vlažno ozračje. Zvezde edine migljajo, roke proti njim je stegnila. Skratka, že ta odlomek zasluži izjemen aplavz, tako da takih mest v sami zbirki pa je izjemno veliko v tem 3. zvezku. Tako, če 7. knjiga, kot sem povedala, prinaša predvsem zgodbe o Medeji in Jazonu, pa Tezeju, tudi v Atencih na Aegini, Kugi na Aegini, prinaša še zgodbo o Kefalu in Prokriti. 8. knjiga pa gotovo v njej najbolj izstopa zgodba o Dedalu in Ikaru. Ta znamenita zgodba, seveda o Ikaru, ki je nekje, kot pravijo danes, ob otoku Ikarija strmoglavil, ker se je s svojim perjem, s katerim sta poskušala pobegniti z očetom s Krete, dvignil previsoko, preveč bližino bogov, preveliko bližino. Torej, tudi ta zgodba je zajeta v tem 3. zvezku, poleg tega pa v 8. knjigi še znamenita zgodba o lovu na kaledonskega merjasca in Meleagrovo smrt. In pa znamenita prav tako zgodba o Filemonu in Baukidi, za katera vemo, kako sta nam lahko svetel vzgled v svoji darežljivosti. Kot sem rekla, je v tej zbirki še 9. knjiga. V tej so dotakne ovidi Herakleja, to sta Herkul in Nesus, zgodba med njima, pa Alkmene in Iole, Galantide, Driope, Biblide in Kaunosa in pa Ifis. Kot zmeraj sami knjigi sledi slovarček besed, ki ga je prav tako pripravila Barbara Šegačeh, torej prevajalka sama, in številne res pomembne opombe, ki nam znamenite antične junake postavljajo
v kontekst našega vedenja. Vse te opombe in slovarček je strokovno pregledal profesor dr. Marko Marinčič. Naj še enkrat ponovim, da je celotna izdaja vedno dvojezična, torej na levi strani latinski original in na tej desni potem slovenski prevod. Tudi verzije so skladno z kritičnimi izdajami antičnih del, oštevilčeni, tako da je priročna tudi za citiranje. Med izdajanjem vseh teh zvezkov se je žal poslovila od nas tudi gledna članica Slovenske matice, doktorica Ksenija Rozman, ki je pripravila izbor likovnega gradiva za prva dva zvezka. Takrat se je oprla predvsem na likovna dela Franca Kavčiča. Zdaj tega žal nismo mogli, ker tudi veliko del ni bilo povezanih, tako da smo iskali reference med slikarji, renesančnimi in drugimi, tudi baročnimi slikarji na tej mednarodni svetovni ravni. Pregled in izbor gradiva nam je pomagal pripraviti likovnega gradiva dr. Robert Simonišek, za kar se mu na tem mestu prav tako zahvaljujem. Naj pa povem še, da smo takrat, ko je Slovenska matica prevzela izdajanje nadaljnjih prevodov Ovidijevih metamorfoz oziroma preobrazb, prevzeli tudi tole likovno opremo Vesne Vidmar, jo prav tako odkupili od založbe Modrijan, tako da knjige izhajajo kot celovita zbirka. Žal pa je prva knjiga razprodana, verjamemo, da bomo našli finančna sredstva, da jo bomo v prihodnosti na Slovenski matici ponatisnili. Enako pa je bila ob svojem izidu leta 2021 nemudoma razprodana tudi druga knjiga, drugi zvezek, torej knjige od 4 do 6. Tako da smo tokrat tretji zvezek izdali v nekoliko večji nakladi, 700 izvodov, in upamo, da bomo uspeli, kot sem omenila, zbrati sredstva, da bomo ponatisnili tudi prvi in drugi zvezek in tako znova imeli to celovito zbirko. Načrtujemo seveda dokončanje prevoda vseh Ovidijevih 15 knjig in torej še kar dolg projekt je pred nami, še načeloma 2 knjigi, torej od 10 do 12 in od 13 do 15, vendar zdaj lahko v tem trenutku zagotovo že rečemo, da srčno verjamemo, da bomo celovito, integralno izdajo prevoda Ovidijevih metamorfoz vendarle dobili. Prevajalka se je takoj po izdaji nemudoma lotila prevajanja naslednjih knjig in tako da prihodnje desetletje bo z Ovidijem na Slovenski matici še zelo bogato. Morda je še kakršnokoli vprašanje za današnje goste, naše novinarske konference. Naj povem, da bomo seveda tudi to delo z prevajalko predstavili na samostojnem predstavitvenem večeru, kot predvidevamo tudi za ostali 2 danes predstavljeni knjigi, in da ste takrat seveda znova toplo vabljeni. Če pa so kakršnekoli vprašanja, dobrodošli. Ni škoda, da ni Barbare tukaj. Pa čez blizu stanuje, ne vem, kako prevaja. Prevajalka zelo redko stanuje v tukajšnji bližini in v ljubljanski megli. Večino svojega prevoda opravi na svojem vikendu v Bovcu in takoj, ko je prejela izvode knjig, je nemudoma stekla nazaj v to čudovito Soško dolino. Čisto razumemo.
Ja. Ja, sem pa že z Primorske, pa tudi to Meglo tukaj v Ljubljani. No, torej upamo, da vremena Kranjc bodo se zjasnila, zagotovo se bodo s temi res imenitnimi deli, ki smo jih predstavili danes, konec februarja, zato da nismo predstavljali prevelike količine knjig in da se lahko delom bolj temeljito posvetimo, pa bomo organizirali še novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili še zadnji sklop del za leto 2025. Medtem pa na Slovenski matici že pridno pripravljamo založniški program za leto 2026. Na področju zgodovine naj omenim, da bo išla predvidoma, oziroma že imamo zaključen prevod Zgodovina Poljske v naši zbirki Zgodovine držav in narodov. V mozaikih prav tako avtorica Cvetka Bevc, ki pripravlja svojo pesniško zbirko, zagotovo pa bomo našli tudi prostor za kakšne antične teme. Vse ostalo pa izveste na prihodnjih novinarskih konferencah.